Morda smo pravkar bili priča prvim strelim tretje svetovne vojne. Vem, da se to morda sliši pretirano. Stavil bi proti temu. In zapomnite si, tretja svetovna vojna ne pomeni nujno jedrske apokalipse. Vendar pa je, glede na to, kako se bodo stvari odvijale v naslednjih tednih do mesecev, mogoče, da bodo zgodovinarji na pretekli konec tedna gledali kot na začetek. Kar imam v mislih, je ukrajinski napad ob Kaspijskem jezeru. Na prvi pogled se je zdelo, da je bil napad z dolgega dosega usmerjen na iransko orožje, namenjeno v Rusijo. Zdaj pa Iran trdi, da so bili napadi usmerjeni na Islamsko republiko, celo smer pošiljke pa ni jasna. Torej, danes vas bom popeljal skozi trenutni svet v vojni. Nato bom poskušal razjasniti sporne podatke glede napada. Preden bom skušal ugotoviti, kaj je Rusija želela dobiti od Irana, kar je to povzročilo. Nato pa se bom posvetil temu, kako bi lahko Ukrajina skušala izkoristiti to situacijo, da bi pritisnili na Združene države, kar nas na koncu pripelje do tega, kar se trenutno dogaja v Iranu. Hura, svet v vojni. Ampak najprej, dovolite mi, da previjem nazaj. Res je, svet je danes nedvomno v vojni. Tisto, kar loči to zapleteno mrežo od prave svetovne vojne, je en akter, ki je hkrati dejaven na dveh frontah, kot so bile Združene države Amerike, ki so med drugo svetovno vojno vodile operacije na evropskem in pacifiškem bojišču. V nasprotju s tem smo bili v zadnjih 5 mesecih priča dvema ločenima konfliktoma, ki ju povezuje le materialna podpora. Ukrajina se bori proti Rusiji s pomočjo evropskih držav ter z nekaj manjšo pomočjo, predvsem na področju obveščevalnih podatkov strani Združenih držav Amerike, tudi v času administracije Trumpa. In Rusija se bori proti Ukrajini s podporo med drugim tudi Irana. Medtem se Izrael in Združene države Amerike borijo proti Iranu s pomočjo omejene evropske podpore. Ukrajina pa pomaga arabskim partnerjem pri obrambi pred iranskimi droni. Iran ponovno prejema podporo iz Rusije, še posebej na področju izmenjave obveščevalnih podatkov. Pomembno je, da še nismo imeli stvari, kot so ruske čete na tleh v Iranu, ki bi zagotavljale aktivno zračno obrambo, ali ameriških lovcev, ki bi patrolirali po nebu nad Ukrajino. To nas pripelje do preteklega vikenda, ko so ukrajinski droni opravili več kot 1000 km dolgo pot, da bi zadeli cilje ob Kaspijskem jezeru. Sporne podrobnosti incidenta bom predstavil v trenutku. Za zdaj se želimo osredotočiti na to, kako Kijev predstavlja te napade, saj je to povezano z razpravo o tretji svetovni vojni. Pred leti je Iran Rusiji dal načrt za izdelavo dronov Šahed, ki od takrat naprej zasipavajo ukrajinska mesta z ognjem. Zelenski zdaj predstavlja vlogo Irana v teh napadih tako, kot da je Iran dejansko napadel Ukrajino. Tako je tisto, kar se je zgodilo čez vikend, bilo ukrajinski odgovor z napadom na Iran. Da bo jasno, še vedno govorimo o primerih pošiljk orožja. Vendar si lahko predstavljate, kako bi se lahko niz povračilnih napadov razširil v nekaj večjega, kar bi nato pripeljalo do tega, da bi prihodnji zgodovinarji pretekli vikend označili kot začetek tretje svetovne vojne. Vsi pa bomo morali počakati, da vidimo, ali bodo napadi trajali. Da ostanemo osredotočeni na sedanjost, naj preidem na razpravo o ukrajinskih napadih na cilje povezane z Iranom, med drugim tudi na očitno ruske cilje v Kaspijskem morju. Ukrajina pravi, da je zadela 2 ruski tovorni ladji pod rusko zastavo. Iran pa trdi, da je Ukrajina napadla iransko ladjo, pri čemer je bil ubit en iranski mornar, najmanj eden pa je bil ranjen. Iranski zunanji minister trdi, da je to del veliko večje zarote povezane z Izraelom in zato napad ne bo ostal brez odgovora. Da bo jasno, to ni prvič, da je Ukrajina napadla domnevne iranske pošiljke orožja za Rusijo v Kaspijskem morju. Najbolj jasen primer tega se je zgodil avgusta lani. Iran takrat ni povzročil niti približno toliko hrupa. Težko je biti prepričan, kaj je danes drugače, razen morda ene iranske smrtne žrtve. Mimogrede, če ste se kdaj spraševali, zakaj zahodne države dostavljajo pomoč za Ukrajino na Poljsko in zahtevajo, da ukrajinski tovornjaki prečkajo mejo, da prevzamejo vse in dostavijo v Ukrajino, je to razlog. V vsakem primeru se nadaljuje izmenjava nasprotujočih si trditev, pri čemer Iran trdi, da je bila tarča komercialna, Ukrajina pa izjavlja, da je napadla ladje, ki so prevažale vojaške komponente. Zanimivo tukaj je, da sta lahko obe prikazani različici hkrati točni. Morda opisujejo različna plovila. Ali pa pripovedujejo isto zgodbo o istem ladji ali paru ladji.
Zastava plovila pogosto ne pove veliko o državi, ki dejansko stoji za njim. Poleg tega je tovorna ladja morda prevažala tako civilno blago kot vojaške komponente. Skoraj zagotovo ne po naključju je Ukrajina prejšnji teden napadala distribucijske centre Wildberries znotraj Rusije. Majhen del poslovanja Wildberries je resnično dvojne rabe za vojsko. Podjetje je poskušalo zapolniti vrzel, ker ruska vojska premalo opremi svoje vojake, zato navadni Rusi naročajo opremo pri Wildberries, bodisi zase, bodisi za prijatelje in družino, ki so napoteni v Ukrajino. Za vsakogar, ki mu je mar za vojno pravo, je to zelo vprašljivo. Omeniti pa je treba, da je zelo povedno, da nismo videli nobenega zahodnega voditelja, ki bi dvignil veliko prahu zaradi napadov na Wildberries. No, nazaj na Kaspijsko morje. Ukrajina je morda imela obveščevalne podatke, da je civilna tovorna ladja hkrati služila tudi za vojaške dobave, zato se je odločila, da prepreči škodo. Dvomim, da bo Evropa tukaj sploh trznila, če je bilo prejšnji teden vse v redu. Vredno si je podrobneje ogledati, kaj Iran še vedno počne, da pomaga Rusiji. Po besedah ukrajinskega veleposlanika v Izraelu je bila sporna ladja natovorjena s sestavnimi deli za drone in rakete. To pred 3 leti ne bi bilo presenetljivo slišati. Zaradi desetletij gospodarskih sankcij je Iran postal strokovnjak za pridobivanje sestavnih delov orožja, kot je zahodni svet skušal staviti. Ko je Rusija napadla Ukrajino in je Moskva postala tarča podobnih omejitev, se je Kremelj moral obrniti na Teheran po pomoč. A po skoraj 4,5 letih vojne mora Rusija očitno še vedno računati na Iran, čeprav ima Iran doma polne roke dela. Da bi še dodatno zapletli situacijo, je Rusija pridobila licenco za drone Šahed in jih proizvaja doma. Pomislili bi, da Rusija zato ne bi več potrebovala dodatne pomoči. Vendar se morda spomnite, da sem na začetku iranske vojne omenil, da je morala biti Rusija zaskrbljena zaradi iranske dobavne verige. Licenčni sporazumi za orožje običajno vključujejo licenčnine na enoto, kar ustvarja jasen problem verodostojne zaveze. Ko enkrat vem, kako izdelati orožje, ga lahko preprosto proizvajam sam in ti mi ni treba več plačevati. Glede na to, da govorimo o Rusiji, lahko razumete, zakaj bi bil Iran previden in bi skušal zaobiti problem zavezanosti. Najlažja rešitev je, da predaš načrte za večino orožnega sistema, vendar zadržiš nekaj ključnih komponent. To Rusiji omogoča povečanje skupne proizvodnje, hkrati pa ti zagotavlja, da ohraniš vzvod pritiska. Če se licenčnine ustavijo, se ustavijo tudi tvoje pošiljke ključnih komponent. Možno je tudi, da Rusija preprosto ni zelo dobra pri izdelavi nekaterih delov šahedov, zato te dele proizvodnje še vedno prepušča Iranu. Morda se spomnite, da smo pred kratkim razpravljali o podobnih dogovorih, ko so Združene države Amerike pristale na licenciranje Patriotov za Ukrajino. Ena stvar, ki jo je treba izpostaviti tukaj. Isti veleposlanik je dejal, da so ladje šle iz Rusije v Iran. Sumim, da je to morda njegova napaka, saj medijska poročila, ki ga ne navajajo, običajno navajajo, da poteka promet v nasprotni smeri. Res bi bilo zelo zanimivo, če bi Ukrajina nenadoma menila, da bi morala uničevati orožje namenjeno Iranu. To bi pomenilo, da je Ukrajina neposreden napadalni udeleženec v iranski vojni. To je povsem mogoče in prepričan sem, da bi bil Trump navdušen, če bi bilo to res. In morda je to del quid pro quo, ki vključuje patriote. Ker ZDA zagotovo ne bi želele biti neposredno vpletene v bombardiranje ruskih ciljev. Ampak mislim, da bi morali počakati, dokler ne dobimo posebne potrditve tega od nekoga višje v hierarhiji. To je odličen uvod v našo naslednjo temo, ki je, kakšna bi lahko bila širša strategija Ukrajine v tem primeru. Jutri bo Zelenski odpotoval v Washington na, vsaj na videz, spominsko slovesnost za senatorja Lindseyja Grahama. Zanimivo je, da bo minilo natanko 1 leto in 5 mesecev od razvpitega izbruha v ovalni pisarni, ki je od takrat naprej določil ton dvostranskim odnosom v očeh širše javnosti. V praksi pa gre tudi za vrh med 3 aktivnimi vojskojočimi se stranmi te strani vse bolj prepletenih vojn. Vidite, tam bo tudi izraelski premier Benjamin Netanyahu. Ali bosta to 2 dvostranska srečanja s Trumpom, ali pa bodo vsi 3 imeli skupinski pogovor, še ni jasno.
Če se za trenutek osredotočimo le na odnos med Trumpom in Zelenskim, prikazuje izpad v ovalni pisarni netočno sliko tega, kar sta oba storila od takrat naprej. Zelenski izpostavlja njun pogovor na 4 oči na papeževem pogrebu kot prelomnico. Vedno je težko razumeti, kaj Trump razmišlja, vendar moramo za zapisnik omeniti, da je bil takratni svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz tisti, ki je po izpadu v ovalni pisarni predlagal, da se preostali del dnevnega reda odpove. Trump je bil pripravljen nadaljevati in poskušati zagotoviti poslovni dogovor, ki naj bi ga celoten vrh dokončno sklenil. Pred kratkim smo imeli že omenjeno odobritev licenc za patriote, ki je bila napovedana na vrhu NATO v začetku tega meseca. In prav tako opažamo premik v splošnem stališču MAGA krila glede Ukrajine, kar je poudarila nedavna potovanja Lori Loomer v državo in njen na videz popoln preobrat na modro-rumeno stran. Čeprav se del tega morda zdi kot zgodba, ob kateri se dobro počutimo, pa obstaja tudi praktična motivacija. Ukrajina je v zadnjih 5 mesecih spremenila potek dogajanja na bojišču, zato skeptiki Ukrajino vse bolj vidijo kot dobro naložbo. Zelenski izkorišča priložnost, da se vključi v kampanjo proti Iranu, s čimer želi Združenim državam pokazati, kako lahko Ukrajina prispeva več kot le sestreljevanje dronov za arabske zaveznike. In to nas pripelje do trenutne situacije ZDA z Iranom. Če zelo poenostavimo stvari, smo imeli morsko premirje, ki v resnici nikoli ni bilo premirje, temu pa je sledila ponovna vzpostavitev vojne, ki se v resnici nikoli ni ustavila. In trenutno se zdi, da smo pri še enem premoru, ki verjetno ne bo prinesel ničesar, če bodo pogajanja enako nekoristna. Tudi ob nedavnih izstrelitvah novih raket in dronov, večina konflikta še vedno ostaja v medsebojnih blokadah ob Hormuški ožini. Na ameriški strani je del razloga za trenutno premirje verjetno tudi v tem, da Pentagon ponovno poziva, naj se ameriške zaloge raket ne izčrpavajo še bolj. Če ponovno nekoliko špekuliramo, bi lahko Zelenski skušal Ukrajino uveljaviti kot orožarskega posrednika za Združene države. Kijev lahko poveča proizvodnjo svojih dronov veliko hitreje, kot to trenutno zmorejo Združene države. Glavna ovira, ki Ukrajini stoji na poti, je denar. Če bi Zelenski zagotovil prihodnja investicijska sredstva iz Združenih držav, bi lahko Ukrajina povečala svoje proizvodne linije in Združenim državam povrnila v obliki napadov z brezpilotnimi letali dolgega dosega, bodisi z neposrednim izstreljevanjem, bodisi s predajo nadzora Združenim državam. Iran po svoji strani nima dobrega načina, kako bi v tem odnosu povzročil razdor. Iran je že odgovoril na napad Ukrajine z grožnjo, da se bo maščeval. Ukrajina sicer ni odvisna od pošiljk, ki prihajajo in odhajajo skozi Hormuško ožino, poleg tega pa je Ukrajina verjetno tudi predaleč od Irana, da bi se Iran lahko učinkovito maščeval po zraku. To kot edina možnost preostane povečanje pomoči Rusiji. Zdaj sem prepričan, da bi Iran tu gotovo lahko kaj storil, čeprav je težko videti, kako bi to imelo pomemben učinek. To je še en primer, ko država pravi, da bo na napad odgovorila z več ukrepi, a to potem odpira vprašanje, zakaj že prej niso naredili več. Zmeda sveta v vojni se nadaljuje. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Ukrajina je zadela nekaj, kar je povezano z Iranom, vsaj na Kaspijskem morju. Če se stvari še bolj zaostrijo, je mogoče dogajanje čez vikend opisati kot prve strele tretje svetovne vojne. Poleg očitne koristi motenja ruske logistične oskrbovalne verige, morda Ukrajina skuša okrepiti podporo ZDA. Verjetno se bomo morali k temu vrniti jutri, ko bomo poznali izid vrha v Washingtonu. Do takrat ne moremo ničesar storiti glede tega. Medtem, če ste zamudili vse, kar sem počel na svojem drugem kanalu, je na voljo veliko zanimivih vprašanj, na katera lahko odgovorim na Geopolitics Helpline. Nekateri celo pravijo, da je moj drugi kanal zdaj glavni kanal. Lahko si ga ogledate s klikom tukaj. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite, jaz pa se vidimo jutri. Morda tukaj, morda na drugem kanalu. Kdo ve? Pazi na se.